Člani vodstva NSI predstavili nekatere poudarke iz programa NSI, predvsem iz področja zunanje politike in varnostne politike. Dober dan, en lep sončen pozdrav vsem skupaj. Nova Slovenija bo v prihodnjih dneh začela predstavljati svoj program po segmentih, predstavljala bo pa tudi svojo ekipo, to so ključni ljudje, naši ključni strokovnjaki, ki nam bodo pomagali na področjih in ki so tudi naši kandidati za bodoče ministre v primeru, da bomo imeli priložnost, da sestavljamo prihodno vlado. Današnja novinarska konferenca je namenjena predstavitvi zlasti naše zunanje in pa obrambne politike. Mir in varnost sta temeljni dobrini človeštva in prav mir in varnost je tisto, kar vsak človek potrebuje, da v polnosti uresniči svoje talente. Zunanja in pa obrambna politika sta pa orodje vsake države, da to mir in varnost tudi zagotavlja. Vsi vemo, da mednarodne odnose vodijo interesi in da je pri uravnavanju mednarodnih odnosov, da so ključna zavezništva. Brez zavezništva praktično ne moreš uspeti. Prav na primeru arbitraže lahko vidimo, kako izgubljena je Slovenija brez pravih in resničnih zaveznikov. Zato, če želimo narediti slovensko zunanjo politiko samozavestnejšo, nujno potrebujemo prave zaveznike. Če pogledate znotraj Evrope, boste lahko opazili kar nekaj neformalnih zavezništev. Če nas začnem, recimo temeljno zavezništvo, centralno zavezništvo velja med Nemčijo in Francijo. Če se obrnemo na sever, lahko vidimo, da Skandinavci fantastično sodelujejo med seboj, potem imate baltske države, ki sodelujejo, imate Benelux, obstaja Weimarski trikotnik, ki je zavezništvo med Nemčijo, Francijo in Poljsko, imate Višegrajsko četverico in tako naprej. Vsi poznavalci nam pravijo, da za doseganje uspehov tudi znotraj Evropske unije so ta zavezništva ključna in Slovenija je izgubljena. Karl Erjavec nas je pripeljal do situacije, ko smo praktično ostali brez realnih zaveznikov, ki nam na tem mednarodnem političnem podiju lahko koristno pomagajo. Zato si bomo v Novi Sloveniji prizadevali zgraditi novo zavezništvo, ki ga bomo poimenovali Plečnikov trikotnik. Mi si želimo zgraditi zavezništvo z Avstrijo in Češko, torej Slovenija, Avstrija in Češka. Gre za države, ki imajo precej skupnega, imajo skupno zgodovinsko izkušnjo, nekoč smo živeli v skupni državi, predvsem pa imamo zelo podobne probleme, podobno mentaliteto in relativno sorodno gospodarsko okolje. In to so za Novo Slovenijo države, s katerimi bi veljalo dodatno sodelovati, s katerimi bi veljalo okrepiti sodelovanje in, kot sem dejal, zgraditi ta tako imenovani Plečnikov trikotnik. Zakaj ravno besedica Plečnikov trikotnik? Se veste, da je Plečnik deloval in gradil svoje mojstrovine prav v vseh treh prestolnicah, torej v Sloveniji, v Avstriji in tudi na Češkem. Kar se tiče naše obrambne politike, veste, da se Nova Slovenija zaveda, da je vojska pomemben element državnosti, da jo za dolgoročen obstoj potrebujemo. Nenazadnje je bila vojska slovenska oziroma takratna teritorialna obramba zagotovilo, da smo samostojnost vendarle dobili. Brez teritorialne obrambe Slovenija danes ne bi bila samostojna. In potrebujemo prenovljeno slovensko vojsko, danes žal zaradi preteklih napak razpada. Potrebujemo prenovljeno vojsko, ki bo predvsem opora domačim slovenskim potrebam in ki bo lahko tudi v mednarodni skupnosti učinkovito zagotavljala mir in varnost. In v tej luči bomo v Novi Sloveniji, tako kot v preteklosti, tudi v prihodnosti naredili vse, da bi dvignili obrambni proračun in da bi vojake izvzeli iz enotnega plačnega sistema. Ker vojaški poklic je specifičen poklic, tukaj ljudje dajo na razpolago tudi življenja in zato je znotraj enotnega plačnega sistema nemogoče na učinkovit način urejati položaj
slovenskih vojakov. Vse ostale podrobnosti bosta pa predstavila moja dva kolega, ki znotraj Nove Slovenije pokrivata ali pa vodita strokovni odbor za obrambo in pa strokovni odbor za zunanjo politiko. In najprej bo zadeve predstavil Valentin Hajdinak, podpredsednik in hkrati tudi predsednik strokovnega odbora Nove Slovenije za obrambo. Hvala lepa. Lepo zdrav še z moje strani. Jaz bi želel poudariti 3 zadeve, ko govorimo o varnosti, ko govorimo o vojski. Prvič, da slovensko vojsko potrebujemo, žal pa jo moramo zgraditi na novo, saj smo prišli do te točke, da takšna kot je skoraj ne funkcionira več in kot je bilo rečeno, bistveno povečati obrambni proračun. Morda najprej na kratko nekaj ozadja. V današnjem času je problemov in tveganj v mednarodni skupnosti bistveno več, kot pa smo bili priča v preteklih letih. Varnostno okolje je kompleksno in tudi negotovo. V to nas potrjujejo tako grožnje terorizma v evropskih državah, ki še vedno obstajajo, občutek ogroženosti v zavezniških baltskih državah zaradi ruske politike in aktivnosti je tudi še vedno visok. Islamska država je sicer premagana in razpadla, obstaja pa velika nevarnost vračanja tujih terorističnih borcev v Evropo. V Turčiji se nahaja preko 3 milijone sirskih beguncev. Če pogledamo širšo sliko, je v podsaharski Afriki na milijone ljudi čaka, da se migrantska pot ponovno odpre. In pa seveda vse bolj pogoste in nevarne so hibridne in kibernetske grožnje. Zato v takšnih okoliščinah Slovenija potrebuje močan in odziven varnostni aparat, ki pa ga, kot rečeno, žal nima. Slovenija sicer danes, hvala Bogu bi dejal, ni neposredno vojaško ogrožena. A če bi do te bistvene ogroženosti prišlo, če bi se razmere v mednarodni skupnosti bistveno spremenile, bi morala biti slovenska vojska za to usposobljena. Pogosto slišimo, da pravzaprav slovenske vojske niti ne potrebujemo. Roko na srce, na njo se mnogi spomnijo samo takrat, kadar nam grozijo poplave in je potrebno polniti vreče s peskom ali pa ko poplavne vode utečejo, ko je potrebno čistiti blato in ki so ga vode nanesle. Georg Friedman je nekoč dejal, ko se počutite varne, ste dejansko v najbolj nevarnem obdobju. In sam se s tem ne bi mogel bolj strinjati. V Novi Sloveniji obrambnega sistema ne pojmujemo kot breme in porabnika proračunskega denarja. Nasprotno, slovenska vojska mora po našem mnenju biti porok za stabilnost in varnost države in družbe. Zato potrebujemo dovolj številčno, sodobno opremljeno, usposobljeno, pripravljeno in pa, kar je tudi zelo pomembno, motivirano vojsko. Motivirane pripadnice in pripadnike slovenske vojske, ki bodo sestavljeni iz poklicne stalne sestave, prostovoljcev na služenje vojaškega roka in tudi iz pogodbene rezerve, da bodo lahko učinkovito izvajali obrambo države na eni strani, na drugi strani podporo zavezništvu in pa delovali v sistemu zaščite in reševanja, kadar se pojavijo naravne in druge nesreče. Drugič, pomembno se mi zdi, da je pomembno biti del zavezništva, kar je za Slovenijo vsekakor tudi racionalnejše. Slovenija ima sicer srečo, da je del zavezništva, del kolektivne varnosti, kar je zagotovo porok stabilnosti in varnosti. In če tudi nismo kredibilen partner, v smislu, da ne spoštujemo niti danih zavez, ki smo jih sami dali partnerjem v zavezništvu, nam članstvo omogoča delitev bremen pri zagotavljanju varnosti in pa pri nacionalno varnostnih ciljih. Na ta način nam ni potrebno razvijati vseh zvrsti, ki jih imajo druge razvite vojske, temveč lahko sami v dogovoru s partnerji razvijamo tiste nišne zmogljivosti znotraj 9 rodov, ki jih ima slovenska vojska. To je, po mojem mnenju, po mnenju stranke, tudi vsekakor bolj racionalno in pa ustrezno za vojsko, kot je slovenska. Predstavljate si lahko, da bi bili obrambni izdatki, ukolikor ne bi bili člani zavezništva, krepko višji. Za primerjavo naj povem, da je podatek, ki je javen, da je takratna Jugoslavija za obrambne izdatke dajala 20% bruto domačega proizvoda, pravi s tem, kar se pogovarjamo mi, da bi namenili za izdatke za obrambo 2% BDP. In pa še tretja zadeva, ki se mi zdi pomembna, je, da je Slovenija soodgovorna za stabilnost po svetu, predvsem pa na Balkanu in v soseščini. Slovenija je in mora biti odgovorna partnerica, zato skupaj z drugimi zaveznicami deli tudi odgovornost za stabilnost v regiji in soseščini. Zato tudi dejavno sodelujemo in moramo tudi v prihodnje sodelovati pri zagotavljanju in podpori mednarodnega miru. Žal so danes ustrezne vojaške zmogljivosti pogosto edini porok miru, varnosti in pa stabilnosti v mednarodni skupnosti,
kar še posebej velja za majhne države. In o vse resnejših konfliktih v naši bližnji in pa daljni soseščini, ter zaenkrat, tudi tokrat rečem, hvala Bogu, zgolj besednim zametkom hladne vojne, na eni strani med Zahodom in na drugi strani Rusijo, stiskamo pesti, da se to ne bi zgodilo. Še zmeraj občutljivo pa je seveda področje Zahodnega Balkana, kjer ima Slovenija še prav posebno odgovornost, da tudi s pripadniki Slovenske vojske, ki služijo oziroma opravljajo svoje odgovorno delo v mednarodnih operacijah in misijah, prispeva k krepitvi vpliva in uveljavljanja varnosti in stabilnosti v regiji. Pri tem bi seveda izpostavil Kosovo, kjer so slovenski vojaki zelo dobro sprejeti, tako strani zaveznic naših partnerjev, kot tudi uradne Prištine in nazadnje srbskega dela Kosova. V Novi Sloveniji, kako je bilo rečeno, se zavedamo stanja, v katerem je slovenska vojska, prav tako tudi težav, s katerimi se sooča. Zato smo odločeni, ukolikor seveda dobimo to priložnost in odgovornost, da bomo stanje sanirali. Glede na trenutno stanje v vojski, popravnega izpita žal ne bo več. Zato smo kot odgovorna stranka tudi pripravili nabor 10 ukrepov za izboljšanje stanja v obrambnem sistemu, ki jih je moč in potrebno izvesti takoj. Tako je treba zagotoviti vse pogoje in izvesti ukrepe, da slovenska vojska v prihodnem ocenjevalnem obdobju ne bo več dobila negativne ocene za izvajanje nalog v vojni, prav tako pa v naslednjih letih zagotoviti vse pogoje, da bo ta ocena izboljšana in ne bo več negativna. Hkrati pa se treba zavedati, da brez novega kadra in novih investicij na obrambnem področju so nacionalno-varnostni interesi z vsakim mesecem bolj na kocki in slovenska vojska mora biti garant naše varnosti. In da zaključim, govorimo o varnosti v širšem pomenu besede in ko govorimo o varnosti in varnostnem sistemu, imamo v stranki pripravljene tudi ukrepe, konkretne ukrepe na področju notranje varnosti, govorimo o policiji ter na področju obveščevalno-varnostnega sistema, ki je v celotnem varnostnem sistemu v največji krizi in je, kot je znano, se že dlje časa sooča tako stavkami kot tudi aferami. Menimo, da je zdaj čas za učinkovito varnostno in obrambno politiko in da je skrajni čas, da se na tem področju tudi nekaj stori. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni. Zunanja politika je izjemno pomembna politika za vsako državo. Zunanja politika je politika, ki gradi zavezništva. Kako je s slovenskimi zavezniki ta trenutek ob koncu mandata vlade Mira Cerarja, lahko vsak sam naredi analizo. V Novi Sloveniji se sprašujemo, ali nam danes še vedno verjamejo tiste države, ki so nam verjele leta 91 oziroma 92. Zunanja politika pod vodstvom gospoda Karla Viktorja Erjavca je izgubljena zunanja politika. To je zelo kratka ocena in zelo kratka inventura njegove zapuščine. 6 let je minister za zunanje zadeve in ni dosegel cilja, ki ga je zapisala ta koalicija v koalicijski sporazum. In to je povrnitev kredibilnosti Slovenije in povečanje prepoznavnosti Slovenije v mednarodni skupnosti. Samo pogledajte 2 primera, ki se zelo intenzivno dogajata v zadnjih nekaj dnevih. Eno je priznanje Palestine, to je postopek, ki se sicer vleče nenormalno dolgo, 3 leta in pol. Drugo je nespoštovanje sklepov Evropskega sveta, sprejetih v Bruslu 22. tega meseca, oziroma prejšnjega meseca. Kar se tiče Palestine, meni osebno se večkrat očita, da sem jaz kot predsednik odbora za zunanjo politiko tisti, ki zavira in oziroma ki je zaviral postopek priznanja Palestine. To ni res. To so podtikanja tistih slabotnežev v slovenski politiki. Tudi Karla Erjavca in tudi dr. Milana Brgleza. Naj samo spomnim, na zahtevo poslanske skupine Združene levica sem 28. novembra 2014 sklical sejo odbora za zunanjo politiko
za katero sem skupaj s strokovnimi službami odbora pripravil, lahko rečem, da zelo dobre sklepe. Prvi od teh sklepov se glasi približno takole, da odbor za zunanjo politiko zahteva, poudarjam, zahteva od vlade, da v okviru danih okoliščin državnemu zboru predloži sklep o priznanju samostojne države Palestine. To je bil 28. november 2014. Do danes tega sklepa ni, ker edino vlada je tisti kvalificirani predlagatelj po zakonu o zunanjih zadevah, ki lahko predlaga državnemu zboru priznanje nove države. Obžalujem, resnično obžalujem, da to, kar se je včeraj popoldne dogajalo in danes zjutraj po taktirki dr. Milana Brgleza, je sramota za to državo. Obžalujem. Celi svet je spremljal to sejo, to blamažo. Nova Slovenija ne nasprotuje priznanju Palestine, ampak ocenjuje, da smo najmočnejši, če smo skupaj znotraj Evropske unije. In enotna zunanja politika Evropske unije je tista, ki lahko največ naredi za dokončanje bližnjevzhodnega vprašanja, problema, in Evropska unija skupaj lahko največ naredi za ubogi palestinski narod. Ko sem povedal, da zunanja politika gradi zavezništva, mi se bomo tega v prihodnje še bolj striktno držali. Zakaj? Zato, ker so nam to naložili ljudje pred skoraj natančno 15 leti, ko so na referendumu odločili, da Slovenija naj postane članica Evropske unije, 90% jih je bilo za to, in približno 2/3 je bilo za to, da Slovenija naj postane članica zveze NATO. In v Evropski uniji in v zvezi NATO so države, smo narodi, ki nas povezujejo skupne vrednote. Obžalujem tudi to, da je to vprašanje Palestine, ki nikomur ne koristi, to pač kako se je odvijalo v slovenskem parlamentu oziroma na vladi. Obžalujem tudi to, da je zadeva prišla tako daleč, da mi strežejo po življenju, kar sem včeraj tudi najavil policiji. In verjamem, da bo Nova Slovenija imela tudi v kadrovskem smislu dobre rešitve za prihodnjo boljšo zunanjo politiko Republike Slovenije. Imamo odličen dokument, to je deklaracija o zunanji politiki Republike Slovenije, kjer je Nova Slovenija zelo aktivno in konstruktivno sodelovala in tam sta, glede na odločitev ljudstva na referendumu, sta dva fokusa. Članstvo Republike Slovenije v Evropski uniji, to je naš temeljni, politični in vrednostni okvir, in članstvo Republike Slovenije v zvezi NATO, to je naš temeljni varnostni okvir. Ruske federacije ni omenjene v tej deklaraciji, se pa zavzemamo za uravnoteženo zunanjo politiko. Hvala lepa. Najprej gospod Horvata, če vendarle malo pojasnite, kaj ste dobili kakšne grožnje, tako to zdaj na koncu, ko ste povedali? Ja, po elektronski pošti sem dobil grožnjo, zelo jasno, to je potrdila tudi policija, kaj več informacij pa vam bodo dali na policiji. Pošta je bila poslana na poštni strežnik Nove Slovenije, na nsi.si, od tam pa imamo avtomatično preusmeritev na moj zasebni poštni nabiralnik, ki ga imam na Gmailu. Zaradi Palestine? Ja, zelo jasno piše, zaradi Palestine. Zaradi tega, da menda oviram proces priznanja Palestine. In v tem kontekstu želim tudi povedati, ker so me danes že vaši kolegi in kolegice spraševali, če bo seja državnega zbora ali ne bo. Odbor za zunanjo politiko je naredil vse, kar mora. In 4. na 67. nujni seji odbora za zunanjo politiko smo opravili razpravo in smo sprejeli sklep z 10-6 in izdelali poročilo in ga poslali državnemu zboru oziroma predsedniku državnega zbora. Tako da pogoji, kar se tiče odbora za zunanjo politiko, so
vsi, da bi ta seja lahko bila. Hvala Bogu, je zdaj 5 poslancev stranke Modernega centra umaknilo podpis za sejo državnega zbora, tako da seja nima več pogojev. Je bila grožnja anonimna ali... Anonimna. Veste, ne veste nič. ne vem. Je napisano ime in priimek, ampak kot rečeno, kaj več pri policiji. Če smem tukaj samo eno stvar dodati, se nam zdi v Novi Sloveniji nedopustno, da so se v zadnjem času vršili številni pritiski na gospoda Horvata in to zgolj in samo zato, ker se je držal zakona in postopka, ki ga zakon predvideva. To se nam zdi nedopustno, ker so nekateri visoki koalicijski predstavniki želeli, da bi te zadeve izpeljali mimo zakonskih predpisov. To je pač za Novo Slovenijo neutemeljeno in nesprejemljivo. In še ena žalostna stvar je... No, gospod Horvat je sam izpostavil gospoda Brgleza, ne, ki bi mogel biti varoh zakonitega postopka v parlamentu in je na nek način pritiskal, da bi vendarle ta proces šel naprej, kljub temu, da ni zakonskih pogojev za to, da se ta stvar naredi. In tukaj bi bil pravi vir pritiska, ne gospod Horvat, ampak njegov strankarski kolega, predsednik vlade v odstopu, Miro Cerar. On je tisti, ki bi mogel zagotoviti zakonsko podlago, to je sklep vlade, da bi se lahko ta proces nadaljeval. In tukaj se nam zdi spretno politikanstvo, ki je nekorektno do gospoda Horvata. In še ena stvar, vprašanje Palestine se izkorišča za notranje politično obračunavanje. In tukaj je treba v prvi vrsti izpostaviti gospoda Karla Rjavca, ki je želel to vprašanje izkoristiti za nabiranje notranje političnih točk. Jaz sem prepričan, da je računal, da ga bo SMC tukaj, da ga bojo ustavili, na nek način bi potem on izpadel frajer, SMC bi pa stisnil kot, ampak problem je bil, da je del SMC začel igrati z njim in če bi resnično želeli pomagati palestinskemu narodu in tukaj je stališče Nove Slovenije, da si palestinski narod zasluži svojo državo, seveda po pogojih in predpisih, ki zahtevajo, na kakšen način se lahko neka država ustanovi in so to določeni pogoji, kako se do države pride. In mnogo pomembnejše kot slovensko soliranje oziroma Erjavčevo soliranje bi bilo, da bi znotraj Evrope in tudi širše iskali zavezniki, da bi šli skupaj v takšno akcijo. Če bi to, kar počne, ali pa to, kar je želel narediti Karl Rjavec sam, naredila Evropska unija ali Evropa kot celota, bi Palestincem mnogo bolj pomagala. Sedanja solistična akcija pa Palestincem žal ne bo nič pomagala, bo pa Slovenijo v številnih področjih prizadela. To je osnovna poanta, ki jo želimo zelo jasno poudariti. Mislite, da bojo posledice tega, kar zdaj nismo v bistvu naredili nič, ampak bojo vseeno bo Slovenija čutila posledice? No, jaz vseeno upam, da ker nekega formalnega akta v priznanju ni nekih posledic zaenkrat, razen tega, da smo se na mednarodni sceni blamirali s temi postopki v parlamentu v preteklih dneh, ko so nekateri koalicijski poslanci kljub temu, da ni bilo podlage silili naprej, to zagotovo meče slabo luč na parlament kot institucijo in tudi morda na del politične srenje. To bo zagotovo nek negativen odziv, ampak če bi pa ta postopek pripeljali do konca, bi pa to pomenilo konkretno gospodarsko škodo za Slovenijo. Še enkrat ob tem, da Palestinci ne bi bili nič bliže samostojni državi. Smem, ker smo zdaj pri tem vprašanju, gledajte, meni se očita nedemokratičnost, da nisem dovolil razprave na tej seji 4. aprila. Mi smo razpravo o Palestini začeli 28. novembra 2014. Potem jo nadaljevali 31. januarja letos.
Če samo to dvoje seštejem, je razprave bilo za približno 5 ur in pol. To se da videti tudi iz magnetogramov. In na seji 31. januarja letos sem razpravo zaključil in sejo prekinil, ker ni bilo pogojev za nadaljevanje, ker ni bilo strani vlade sklepa o priznanju Palestine. Jaz sem čakal na ta sklep od vlade, da bi potem to sejo nadaljeval. In v vseh teh primerih je dobil veliko dolgo minutažo tudi seveda Karel Viktor Erjavec. Zakaj mu nisem dal besede na nujni seji 4. aprila? Zato, ker vlada ni predlagatelj, ker Ministrstvo za zunanje zadeve ni predlagatelj, potem moram dati vsem. Potem, če pride na sejo tajno društvo PGC, tudi mora dobiti besedo. Zakaj ste dali potem predsednikovemu Petriču, no? Zakaj ste dali potem besedo? Ker ga vedno ga vabim. Ja, in je ponovil v bistvu stališče predsednika republike. Okay. Če ni drugih vprašanj, se vam najlepše zahvaljujemo in vam želimo prijeten in lep vikend. Srečno.